Že je tukaj Valentin, ura je 10 do 9. Danes bom govoril o prerojevanju, o ponovnem rojstvu v istem fizičnem telesu. Zakaj bi se prerodili? Zato, ker večino življenja ljudje preživimo v nekem zasanjanem stanju, ko se v celem življenju nič kaj dosti ne spremenimo. Imamo enake miselne vzorce, enako zavedanje, kot pa takrat, ko smo prišli na svet. Ljudje smo sestavljeni iz nekako 3 komponent. Eno smo mi kot duhovno živo bitje. Druga komponenta je fizično telo, ki je tudi samostojno živo bitje. Potem pa je še energetski oziroma umsko-zavestni sistem. Ko pridemo na ta svet, ko se inkarniramo, ko se utelesimo v naše fizično telo, poteka postopek inkarnacije v naslednjem zaporedju. Najprej se integriramo v umsko-zavestni sistem, potem se pa z umsko-zavestnim sistemom integriramo v fizično telo. In potem, ko nastopi smrt fizičnega telesa, poteka obratni postopek. Torej, najprej se ločimo od fizičnega telesa, nato pa se ločimo od umsko-zavestnega sistema. In vsaka od teh 3 komponent ima svojo zavedanje oziroma svojo zavest. Mi kot duhovno živo bitje imamo zmožnost uvida, dojemanja, zavedanja, razumevanja določenih stvari. In prav tako ima naše fizično telo svoje zavedanje in komunicira z drugimi delčki stvarstva. Umsko-zavestni sistem pa je energetski sistem, ki nas drži v ločenosti od življenja, v ločenosti od našega fizičnega telesa in znižuje naše zavedanje na ta način, da nam proizvaja misli in nam s tem jemlje pozornost od zavedanja realnosti. Umsko-zavestni sistem je neka diverzija, je parazitski simbiotski sistem, ki ima sicer tudi svoje zavedanje, ampak potrebuje za svoj obstoj energijo iz fizičnega telesa. Zato srka življenjsko silo iz fizičnega telesa in povzroča konflikte, čustvene reakcije, zato da je lahko pri svojem obstoju. In ta umsko-zavestni sistem nas lahko celo življenje moti z mislimi, z čustvi, nas drži na neki predprogramirani poti ustvarjanja konflikta in na ta način lahko celo življenje, lahko recimo živimo 80 let, pa pridemo do zelo majhne stopnje realizacije, do zelo majhnega povečanja svojega zavedanja kot to duhovno živo bitje. In če hočemo
napredovati na tej stopni povečevanja zavedanja, se moramo najprej osvoboditi tega motečega dejavnika, torej osvoboditi se uma oziroma umsko-zavestnega sistema. To pomeni zaustavljanje misli v našem umu oziroma v naši glavi, teh misli energetskega uma. In to je tudi postopek, ki ga sicer doživimo ko umre naše fizično telo. Kajti takrat, ko zapustimo telo, se nam zavrti film našega življenja in naredimo obnovo našega življenja. Takrat pridemo spet v naše polno zavedanje, ker nas ne moti več, ampak takrat je že prepozno, da bi karkoli spremenili, ker takrat nimamo več svojega fizičnega telesa. In postopek dojemanja določenih stvari je takrat zelo težaven, ker se moramo soočiti z celotno eksistenčno realnostjo. Dokler smo pa inkarnirani v fizičnem telesu, pa lahko dostopamo do preteklih spominov v našem trenutnem življenju in se soočimo z vsakim spominom posebej, enega za drugim, in na ta način preobražamo svoje miselne in vedenjske vzorce in prihajamo sistematično do višjega zavedanja realnosti in naše vloge v tem svetu. Gre torej za proces prerojevanja, torej ponovnega rojstva, ko se inkarniramo, začnemo povzemati določene miselne in vedenjske vzorce od naših staršev, iz okolice in gradimo ta umsko-zavestni sistem. Z postopkom ozaveščanja, preko pisanja predvsem, pa hodimo nazaj našo pot, nazaj proti rojstvu, toliko časa, da pridemo do točke nič, ko potem zopet dosežemo neko otroško nedolžnost in potem začnemo zavedno graditi samega sebe, svoje vedenjske vzorce v skladu s principom tistega, kar je najboljše za vse. S tem se prerodimo, s tem se ponovno rodimo v istem fizičnem telesu in postanemo veliko boljše živo bitje. In na ta način lahko izkoristimo eno samo inkarnacijo zato, da dosežemo takšno zavedanje, kot bi ga lahko dosegli v tisočih inkarnacij. Ampak zato si je potrebno vzeti čas, pogledati dejansko te miselne vzorce, jih ozaveščati in na ta način lahko prevzamemo odgovornost za sebe, se prerodimo. Kot pripomoček za prirojevanje vam priporočam uporabo spletnega tečaja Destiny Eye Process. Za začetek uvodnega, brezplačnega tečaja Destiny Eye Process Lite oziroma DIP Lite. Povezavo do tega tečaja najdete v opisu tega posnetka in želim vam čim bolj uspešno prerojevanje v boljšo verzijo samega sebe. Nasvidenje.